Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Veseli me, da povabilo v letošnjo turistično sezono pošiljamo iz občine Hrpelje-Kozina, ki leži na stičišču treh svetov, torej Krasa, Brkinov in Čičarije, iz občine, ki se razprostira od italijanske meje preko Batarskega Podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Torej iz občine, ki je stičišče turističnih tokov, ki potujejo iz severa in zahoda proti jugu in izhodu. Torej, še enkrat dobrodošli pri nas. Torej, medobčinsko društvo turističnih vodnikov, ki deluje na območju petih kraško-brkinskih občin od leta 2009, aktivno promovira snovno in nesnovno dediščino našega območja in uspešno povezuje kulinarično in ostalo turistično ponudbo naših ljudi. Nepozabna doživetja in skrite zgodbe krajev lahko obiskovalcem pričarajo samo turistični vodniki in prepričana sem, da jih na tem mestu še dolgo ne bo zamenjala nobena aplikacija, nobena turistična knjiga s turističnimi napotki. Izkoriščam tudi v tem nagovoru še zahvalo, priložnost, da bi se vam zahvalila za organizacijo brezplačnih turističnih vodenj ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov na naši destinaciji in to že v bistvu 6. leto zapored. Torej, občina Hrpelje-Kozina se na turistični zemljevid postavlja že stoletja. Če vam povem zanimivost, prav vas Rodik je po turizmu znana že od srede 19. stoletja, ko je mimo Rodika zapeljal prvi vlak iz Dunaja v Trst. Pljučnim bolnikom so v Trstu časopisi in zdravniki priporočali Rodik kot klimatsko letovišče. Rodičani pa so tako poleti oddajali svoje sobe in v bistvu sami spali na senikih. V začetku 20. stoletja je v Rodik prišel hoteljer iz Nemčije, odkupil zemljo in prav na tem mestu, ker je zdaj stavba vaškega doma, zaradi dobičkonosnega klimatskega zdravilišča zgradil hotel. Sporedno s tem so se odpirali tudi vse te gostilne, ki jih imamo pri nas, ki so pa za razliko od hotela v vasi tudi ostale še dan danes. Torej, na turistični zemljevid danes Rodik zraven gostilij in lokalnih ponudnikov postavlja tudi mitski park. Veseli smo, da v ta turistični produkt, verjeli smo v bistvu v ta turistični produkt in se res postavili ob bok ostali turistični ponudbi v drugih občinah naše destinacije in pa seveda tudi širše. Še eno vročo točko v naši občini bomo v sredje postavili, ko se bodo končala dela za dograditev drugega tira, torej območje neokrnjene narave in naravne lepote krajinskega parka Beka z izhodično točko v prenovljenih prostorih vodne črpalke v Klancu, ki bo pravi raj za pohodnike. S parkom Škocjanske jame preko različnih evropskih projektov obnavljamo tudi vaške kale, ledenice, vodna zajetja, če želite vrulje, štedence, bičune, suhe zidove in na ta način ohranjamo kulturno dediščino, ki jo potem z veseljem pokažemo našim obiskovalcem. Naša občina je izrazito tranzitna občina, ne samo, da smo na stičišču treh svetov, smo tudi na stičišču glavnih prometnih poti in z ureditvijo urbanega jedra na Kozini, ki bo privlačen tudi za turiste, si nadejamo, da se bodo leti tudi načrtno ustavili, tako kot se zdaj ustavijo že gosti, ki potujejo z avtodomi. Namreč urejeno postajališče za avtodome izkoristijo gosti tudi za večdnevno odkrivanje naših krajev, Brkinov, Čičarije in Krasa. Torej, Brkini, dežela odličnega sadja in prekrasnih razgledov, bodo z obnovljeno Slemensko cesto postali še bolj privlačni za kolesarje. Želimo si pa tudi, da bi lokalni ponudniki in domačini prepoznali turistični potencial tega območja. Tudi Čičarija, hribovita kraška pokrajina s čudovitimi pohodnimi potmi in slokovito pokrajino zna prevzeti še tako zahtevnega gosta, ki išče mir in stik z naravo.
Torej, celotno območje občine Hrpeli Kozina je tudi območje čezmejnega, novo nastalega geoparka, Kras Karso in del tudi biosfernega območja Krasa. Dokaz več, da obiskovalci pri nas najdejo mir, lepote narave in, kar je najpomembneje, prijazne in delovne ljudi. In spet smo pri pomenu gostoljubnosti domačinov in prav prvi stik. Mnogi gostje dobrijo pri turističnih vodnikih, ki morajo biti oziroma so najbolj neposredni in pristni promotorji turistične ponudbe naše destinacije. Kot že rečeno, se bo letos zvrstilo 11 brezplačnih promocijskih vodenj in 3 od teh bodo tudi v naši občini. Izpostavljen bo krajinski park Beka in območje vasi Slivje z jamo Dimnice, kajti letošnje leto bodo Dimnice še posebej izpostavljene, ker obeležujejo 120. obletnico prvega spusta v jamo in 110 let, odkar so jamo, ki so jo domačini imenovali tudi Hudičeva prekajevalnica, odprli za turizem. Več o tem in o drugih dogodkih, ki se bodo vrstili ob tej obeležitvi, bo predstavil naš prizadeven predstavnik jamarskega društva Dimnice, ki zadnje leta tudi upravlja z njo, gospod Franci Manečker. Preden pa mu predamo besedo, bi pa samo se želela še enkrat vam zahvaliti za pozornost in vam zaželela čim lepše počutje v naši družbi. Naj bo leto polno naklonjeno turizmu, naj se nadaljuje sodelovanje in vključevanje vseh ravni deležnikov, ker v bistvu v povezovanje je edino možen napredek. Hvala lepa.